Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, danes urco kasneje, ampak z dobrim razlogom. Nina Pušlar, dobro jutro. Ne, dober dan, ne, si že nekje bila pa to. Ja, ampak še vse se počutim, kot da bi rekla dobro jutro. Mogoče tudi zaradi vremena. Preden bova nekako začela, oziroma bomo začeli s pogovorom, je Helena pripravila neko predstavitev, no, morda tudi zato, da jo ti slišiš, ne? Ja, današnji Radio SI Main Stage zagotovo pozdravlja glasbenico, za katero bi v slovenskem besednjaku našli ogromno pridevnikov s pozitivno konotacijo, a po drugi strani ob omembi imena Nina Pušlar človek kar malce zastane. No, mogoče se to dogaja nam, ki smo z njeno glasbo, njenimi koncerti tako ali drugače malce bolj globoko povezani. Multimedijski portal RTV Slovenija je 11. decembra 2005 zapisal: zmagovalka druge sezone Bitke talentov v oddaji Spet doma je postala 17-letna Nina Pušlar. Vse ostalo je zgodovina, bi lahko rekli, in to kakšna. In kaj o Nini porečejo njeni glasbeni kolegi, govorijo samo o presežkih. Nina je izjemno prijetno dekle, perfekcionistka, zelo lepa, topla, nežna, iskriva, vedno globlja v besedilih, ne glede na to, ali jih spiše sama ali jih dobi strani starih glasbenih mačkov. Glasbena sodelovanja so tako ali drugače njeno zelo močno orožje, koncerti pa so seveda poglavje zase. Pred njo so številni, ki se jih glasbenica z izjemno kilometrino seveda izjemno veseli, kot mi njenega današnjega gostovanja na Radio SI Main Stageu. Glej, same pohvale, nobene kritike. Kako je pa samo kritiko? Ja, jaz mislim, da sem kar kritična do sebe, ampak mislim, da je tudi ena taka pozitivna stran vsega, ne? Da ni samo negativna plat, ampak da zna nekako človek realno pogledati na določeno situacijo, ne? Ali pa na sebe, mogoče včasih v kakšnih situacijah malo bolj objektivno. Se mi zdi, da je to dobro. No, pa, seveda, ampak glej, od leta 2005, ne, pa do zdaj je že kar neko obdobje, ne? V bistvu si se navadila, ne? Ko se zjutraj zbudiš, si že Nina Pušlar v službi, ne? Si že glasbenica ali si puštiš malce časa, da se prebujaš kot Nina in potem kot glasbenica nadaljuješ? Pa si znam kar pustiti, ja. Sicer razen takšne jutra kot recimo današnji, ne? Ko smo bolj zgodaj vstali, drugače res hvala za tako lepo napoved oziroma take lepe besede. Mi zdaj kar malo skoraj se oči rosile, ker takole jutro pa človek bolj čustven, ne? In je lepo slišati, sploh kadar se zmeri vračamo na te moje začetke in Bitko talentov. Imam res zelo lepe spomine, sicer pa se mi nekako že samega začetka moje življenje z glasbo zelo prepleta in bom rekla, da ni neke drugačne Nine, mogoče tiste Nine, ko jo vi poznate. Ne vem, meni se zdi to vse eno in isto. Ja, zdaj pot traja že kar nekaj časa, nekako si že našla svoje mesto, oziroma seveda tudi poslušalke in poslušalci nekako izvajalcem dajo svoje mesto. Ti si se našla kje, ne? Koncerte razprodajaš, imaš dosti sledilcev. To je na nek način odgovornost in obveza, ne? Ja, pa na nek način se zdaj ob takih trenutkih, recimo prav zdaj po 17 letih od mojih prvih nastopov, od moje prve pesmi, večkrat spomnim na tisto obdobje, pa obdobje v bistvu tudi vseh teh let, koncertov različnih, takšnih in drugačnih, z malo več številčno publiko ali pa z malo manj številčno publiko. Pa v bistvu vsak koncert poseben zame. V bistvu mi ostajajo v spominu tudi vsi tisti, predvsem z mojih začetkov, ki delajo ves ta čas že moja pot tako zelo posebno, ne. Sem pa vesela, da zdaj po 17 letih, oziroma zdaj po 2 letih, ne, ko smo bili res v nekih omejitvah in nismo mogli pravzaprav normalno upravljati vsega, kar bi si želeli, prav pa še spet eno leto, ko smo nazaj med publiko, ko smo nazaj na koncertih. In sem zelo vesela, da je končno tudi tukaj Hala Tivoli, pa dvorana Tabor, ki prihaja, pa seveda tudi dvorana Zlato polje. To so ene take prelomnice na moji glasbeni poti, ki me čakajo do novega leta in potem tudi začetku naslednjega. Zdaj tukaj, ne, zdaj smo si že navadili v zadnjih 10-15 letih izraza veseli december, ne, pa lučke se vse posod prižigajo, ne, pa potem glasbeniki dobivate klice, pa morate reči, ne, smo že zasedeni, ne. Kako, ne? Na začetku decembra zajameš zrak in potem
do konca meseca ali kako? Ja, nekako tako. Danes smo mogli kar orang zajeti zrak, ne, že za 1. december. Ampak december je zame eden najlepših mesecev, ne samo zaradi tega, ker imamo veliko več nastopov in koncertov, ampak tudi zato, ker je eno tako posebno vzdušje, praznično vzdušje je meni zelo pri srcu. Ampak se mi pa zdi, da je letos bil že kar veseli november, za razliko od vseh preostalih 17 let, recimo, če pogledam nazaj. Letos res tudi pestra jesen in se pa veselim vsega, kar prihaja. No. Jaz mislim, da če nekaj rad delaš, ti ni težko. Ne, to je v bistvu ena stvar, ki se mi zdi, da mora biti na prvem mestu in da je najbolj pomembna. Ne. Da se tudi zavedaš tega, da to mogoče ni samoumevno, da predvsem pa znaš tudi počuvati samega sebe. Ne. To pa tudi ena stvar, katero pa mislim, da moramo vsi glasbeniki, nasplošno umetniki tudi si večkrat povedati na glas. Ja, ne, tukaj sem tudi zase, ne samo za njih. Ne. Oziroma, ne, glede na to, da si tudi naj seboj pripeljala ekipa, glasbeniki in vse skupaj. Ne. Zdaj, to imaš zdaj že neko družino okoli sebe ali imaš to zmeraj koga na listi, da pokličeš, da pride igrati zate, recimo? Ja, res smo že kot ena velika družina, zdaj lahko rečem, ne, ker nas je v ekipi, ko gremo takole na kakšne koncerte, že več kot 15. Kar je v bistvu zelo lepo, včasih pa kar malo zastrašujoče, ne, ko jih vidim vse na kupu. Danes, zgodaj zjutraj, sem pa pripeljala s sabo, mislim, da 4-člansko zasedbo na odru, ki bo z mano, na vašem glavnem odru, in še mojega tonskega mojstra, ki je tudi vedno z mano na koncertih, tako da je v bistvu stalna ekipa, ki je vedno in povsod prisotna. Tisti, ki so pa zdaj trenutno v službah, pa žal niso mogli priti z nami. Ja, to je seveda drugače. Helena, ne, kot je Nina zdaj povedala, ne, to je zelo resna stvar, kar se ona gre. Ne? Ja, ampak Nina zna biti zelo nahecene. Tako da pravim, Nina zna biti zelo nahecene. Zelo resna, profesionalna, ampak imam enih par takih, ja, ko je včasih tudi kakšno svojo ekipo presenetila. V času pustovanja zahtevala, kako naj bodo na odru oblečeni in je potem član benda rekel: kaj, tenis lopar, oblečen v kratkih hlačkah ala Björn Borg. Meseca februarja, ne predstavljam si koncert, ampak je bilo potem kar hitro. Spremembo mnenja. Ni bilo težko, ne, zaradi tega, ker v bistvu, kadar jaz pridem s kakšnimi takimi idejami, kar hitro zagrabijo za vabo, ne. Ampak jim moram pa pustiti ponavadi vsaj malo proste roke, da so v bistvu oni sami nekako odločijo točno, kaj bi. Mene pa to super, sem da smo za akcijo. Ne? No, potem imaš res to funkcijo front woman, ne? Daš, ne? Nekak nek dirigent v spredju, ne? Da ne rečemo strogo po slovensko, ti si šefica. Ne? Joj, tako mi je lepo, ko me pokličejo šefica, tako ljubkovalno me pokličejo. Jaz mislim, da nisem stroga, da sem zelo prijazna šefica, ampak ja, imam pa svoje določene zahteve, ki pa mislim, da jih oni tudi imajo sami pri sebi, tako da ni težko v bistvu delati z njimi. Smo tako zelo na neki podobni valovni dolžini, na istih frekvencah, nekako isto čutimo glasbo, nekako si isto predstavljamo, tudi kako bi mogli pravzaprav vse skupaj izpasti na odru, kako mora biti slišano, tako da nismo prav hitro zadovoljni in to mi je všeč, ne, da imaš ob sebi tudi takšne ljudi. Tako da imaš dve vrsti potem, ne? Tisti, ki takoj vedo, da imaš prav, pa tisti, ki malce kasneje spoznajo, da si imela prav. Ne? Ali pa tudi jaz velikrat spoznam, no, se to moram priznati, ne? Da so tudi oni imeli prav. In to je nekaj najlepšega. V bistvu na tej poti absolutno bi bilo zelo težko brez dobre ekipe, brez ljudi, ki so ob tebi, ki ti pomagajo nekako uresničevati tisto, kar si ti zamisliš, te tvoje ideje, da nekako oživijo, ne? In da jih potem tudi publika vidi in sliši, ne, na odrih, ko smo na koncertih. In najbolj ne maram stavka, da se nekaj ne da. To oni zelo dobro vejo. Tako da je teh stavkov čedalje manj, ne? Vsako leto, vsak mesec. Sem vesela, kadar res lahko dobro skupaj ustvarjamo in da imamo nove izzive. Predvsem pa v prvi vrsti, kar mi je pa res že dolgo časa zelo pomembno, ne? Da se imamo ob tem zelo fajn, da uživamo, da smo skupaj, ja. Da ni samo to posel. Ne? Se glasba je nekaj, ne, kar se da naprej in kot si dejala, če nekdo tega ne čuti, ne, tudi ne bo dal tega naprej, kot bi mogoče lahko. Ne. Prva glasbena želja bo Adele in Remedy. Ja, se res. Kako to? Mislim, se ne, da sem presenečen, ampak vseeno.
Ja, odločila sem se, Adele mi je takoj padla na pamet, potem sem se pa odločila za pesem Remedy, zaradi tega, ker smo jo tudi kar nekaj časa izvajali na koncertih in midva sva skupaj z mojo spremljevalno vokalistko, ki je tudi z mano na odrih že 6. leto, Ano Ferme, peli skupaj v duetu in mi je bilo vedno zelo lepo. In potem, ko sem se mogla odločiti za eno, sem se rekla, da se še malo navežem na koncerte in na ustvarjanje. Je to ena tistih, ki sem jo zadnje 3 leta res mogoče največkrat odigrala na klaviru živo doma. No in zdaj bo še enkrat slišala. Radio SI Main Stage. Radio SI Main Stage, Nina Pušlar z nami. Prejle smo nekako načela temo, odločila si se za poklic profesionalne glasbenice. Žal ti najbrž ni, ne, glede na to, da ti uspeva. Ampak ne, pride kdaj kakšen mesec, ko si rečeš, da bi šla, ne vem, na Maldive za en mesec in odklopila telefon? Ne, sem čudna, ne? Ne, sploh ne, saj. Ne, res se to ne zgodi. Načeloma je bilo vedno tako na tej moji poti, da kakšen teden še, ne, pol je bilo pa že kar malo preveč, pa sem že pogrešala. Ne? Januar je ponavadi tisti mesec, ko smo malo bolj prosti. Ampak potem proti tam ti zadnji teden že zelo pogrešamo spet koncerte in odre. Sploh pa zdaj se pravim po teh 2 letih, ko smo bili res kar ogromno časa doma, pa sploh nič ne javljamo, tako da smo veseli vsega, kar pride, pa da smo skupaj lahko. No, v teh 2 letih se je nekako na splet preselil tudi nek tak stream koncerti, tudi današnji koncert bo nekako stream koncert brez publike. Ne? Kako je zate, recimo, kot glasbenico, ko se postaviš pred kamero, ne, in veš, da je sicer uživo, ampak ni pa feedbacka, ne? Ja, je drugačen občutek. Mi smo imeli tudi leta 2021 ob moji 15. obletnici glasbene poti poseben spletni koncert. Takrat smo se javili prav iz Grand Hotela Toplice na Bledu. Pravzaprav to bi bila čist nemogoča situacija za izpeljati, če ne bi bilo tako, kot je bilo, da bi hotel v tistem času zaprt. In potem smo imeli eno čudovito prizorišče za koncert, oziroma za to, da smo lahko pravzaprav naredili celo neko posebno režijo, ki jo do zdaj še nisem sploh poznala in nisem imela niti pravzaprav možnost izkusiti. In je bila zelo lepa izkušnja spletni koncert, tako zame, kot tudi za gledalce, kar so mi povedali. Pa imela sem pred samim koncertom potem druženje, online druženje z nekaterimi in to mi bo v neverjetno lepem spominu ostalo, zato ker sem jaz takrat pred koncertom potem videla, kako so si doma vsi pripravili. Nekako dnevno soba v njihovo prizorišče za ogled koncerta, kako uživajo, koliko jih je skupaj, vsi na kupu in čakajo. In ko se je začelo, čeprav nismo bili skupaj, sem čutila, da smo dejansko skupaj. In tako se bom počutila tudi danes. Da si lahko predstavljam, da nekdo od doma gleda in uživa, in ker jaz tudi sama veliko koncertov gledam, seveda preko računalnika, preko spleta. In je to v bistvu še en nek drugačen stik s svojo publiko. Seveda pa so koncerti v živo tisto, kar ne težko zamenja karkoli. Ko imaš ljudi zraven sebe, ko čutiš njihovo energijo, ko res gre energija od mene do njih in nazaj. Tako da to je pa sigurno tisto, kar je zame nekaj najlepšega in na prvem mestu. No, ta energija, potem na koncertih nekako pride nazaj in potem se koncert konča in si prebujena. Kako je potem odklopiš, recimo? Pa se niti ne trudim, da bi odklopila, ampak je enostavno tako, da ja, po koncertih sem vedno polno energije, sploh kakšno urco 2, potem me malo zmanjka, ravno takrat, ko je treba iti domov in ko je treba voziti avto, to so zdaj nekaj najtežje ure. Potem, ko pridem pa domov, se pa spet zbudim in potem je težko zaspati od vseh lepih občutkov in adrenalina in spominov. Ampak na to sem se zdaj že navadila po vseh teh letih in mi to ni problem, ampak mi je to v bistvu nekaj dobrega. Mene je prepričano, kaj pravi? Mislim, resnično, Ob takšni intenziteti se sprašujem, ali človek lahko dejansko potem se spomni vseh teh občutkov, koncerti in vse to, ker se mi včasih zdi, kot da si v enem drugem filmu, da samo lebdiš in spremljaš, kaj se okoli tebe dogaja. Kako dejansko dojemaš vse te stvari, kaj ti si na odru in absorbiraš ogromno količino energije, ne? In tudi za tem, kaj se vse dogaja, ne? Ja, in jaz upam, da jo tudi dam nekaj lepega od sebe, ne? Seveda se preveč trudila, ampak upam, da se tudi dogaja samo od sebe. Ampak ja,
enostavno sem prav, recimo, ko smo imeli zadnje 2 leti mal čas pogledati vase, pa za nazaj se ozreti tudi na mojo glasbeno pot, dojela, da sem bila res 15 let v enem takem mehurčku. In potem je prišla korona in kot da bi nekdo iz buckov preluknil ta mehurček. Kje sem pa zdaj? Wow, ne? Koliko je bilo lepo, koliko je hitro minilo teh 15 let. Veliko enih spominov in sem bila tudi hvaležna za to obdobje, da smo si lahko vzeli malo čas in pogledali nazaj. In je bilo lepo je bilo to res pogledati, no. Me je pa malo prebudila iz ne vem, prišla sem z enega planeta nazaj, se mi zdi. Potem sem pa tudi mogoče na moje življenje začela malo drugače gledati, ker enkrat sem pogledala, wow, se moje prijateljice imajo že tako družine, velike otroke. Mislim, to je bilo tako, čeprav sem bila vedno del tega, ampak na nek drugačen način. Ne. Potem smo imeli res ogromno časa lahko skupaj. Smo si lahko res zazrli drug drugemu globoko v oči, ne, in videli, oziroma nekako doživeli eno tako realnost za vse nas. Skratka, kot bi imela nek album, pa si vsako leto dala slike v album, pa ga nisi vzela v roke, dokler ni balonček počil in si vzela mu pogled. Wow, ne? To se je zgodilo, pa tako je bilo. Ne? Ja, takrat se je življenje veliko hitrejše odvijalo, se je veliko stvari dogajalo in potem tisti album imaš pripravljen, da ga pogledaš, ne, pa si ga v bistvu nikoli nisi zares pogledal tako globoko. Ne. Zdaj pa sem si to lahko gledala, pa mislim, da še marsikdo drug izmed nas. Ja. Nina, zdaj te bomo malce pustili v studio, ne? Pa se čez pa urce spet oglasiš na kratko, da izvemo še zadnje informacije, kako bo s koncertom in da še kakšno rečemo. Z veseljem. Danes sem cel dopoldne tukaj z vami in prav lušno bo in je že. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage, Nina Pušlar je izkusila Main Stage, ne? In? Tonska vaja je narejena. Zelo dobro, zelo tako intimno. Ja, dnevno sobovsko, ne? Ja, ful je dobra atmosfera noter. Pa ni prevroče še zaenkrat, ne, to ponovadi rečejo, sem pa za Švico, veš, pa sem se... Ja, to bo polno, veš, med samim koncertom, ker pride en adrenalin posebne vrste. Tako da je to takrat, kadar je recimo minus, ne, pa je na odru pol glih prav, recimo, če smo kje zunaj. Je ponovadi tako, ko si na odru, ko si na koncertu, ko imaš toliko energije, ne. Po tisto gobo, ki gre, predstaviš, ne, nazaj. Ponovadi jo vedno odstopim glasbenikom, ki morajo pa imati tiste mrzle strune pa inštrumente. Njim je težje. Čeprav moj mikrofon je tudi mrzlo, ampak lažje. Si da kakšne rokavičke nadaneš. Ne? Recimo, ostali glasbeniki bi bolj težko. Zdaj, ko si rekla rokavičke, ne, pa sem se spomnil na borovničke, ne, pa na kuhano vino. Pa na pelinkovec. Pa na pelinkovec. Ampak dobro, ne, zdaj na glas marsikaj lahko vpliva. Ne. Kaj pravzaprav vokalistka v tebi potrebuje za dober glas, tudi zunaj? Ko je mrzlo. Predvsem veliko spanca. Ja, to smo Nič od tega, kar si naštel, ampak predvsem veliko spanca, pa počitka, pa ne preveč govorjenja. To je ena izmed najbolj pomembnih stvari, ki jih vedno slišim, tudi od moje Željke, ki skupaj delava tehniko vokalno in zdaj že nekaj let. Ona mi vedno reče, da preveč govorim in da tam največ zgubljam energije in največ škodujem svojim glasu. Ne. Tako da to je na prvem mestu. Drugače pa, ja, recimo kakšna taka, ne, jaz prav ne prakticiram nekih direktno alkoholnih pijač pred samim koncertom, ker se mi zdi, da ni dober. Mogoče kakšno urco prej, recimo nekaj za zdravje, kakšen Jägermeister ali pa pelinkovec, ne. Tako kot ono proti slabosti. Glej, lahko bi pritrdili v eter, pa ne bomo. Ne? Ja, kar se glasu tiče in govorjenja, da se nekako strinjamo, ne? Lahko bi nam dali v pogodbo, da ne smemo preveč govoriti, da nam bo glas ostal tudi za kasnejše leta. Ne? Ja, za moško populacijo to še pride v poštev, ne, se veš, pri ženski je malce težje. Ja. Nažalost ali na srečo. Je ženskam težje? Seveda, absolutno. Veliko težje. Že recimo to, ko zjutraj staneš, ko se jaz sem danes prav razmišljala, pa katera ženska je bila prva, ki se je spravila, da se je treba frizuro zrihtati pa namazati. Moški tlele ful imate nobenih težav. In se prav razmišljala, zakaj smo mi sploh začele s tem? Zakaj smo se ženske sploh začele urejati frizure in se mazati? Mislim, čist po moje nepotrebna stvar. Ja, bomo Evo tagali na Instagramu, pa bo
Pa bo nazaj verjetno kakšno Res fotko nam je- dala od prvega make-upa ali pa Res frizure. nam ne. je težje v življenju. No? Ja, ampak tebi zdaj ne bo težje, ker je album pred urati, ne? In tudi koncert in vse. Ja, res je. Mogoče zadnja 2 tedna pred samim koncertom 17. decembra v ljubljanski hali Tivoli, ki mimo grede bil v soboto razprodan, kar sem res izredno vesela in hvaležna. Hvala publiki, hvala vsem vam. Ja, pripravljamo novi album, tako da zdaj le finaliziramo vse. Plošča gre v tisk, ker sem obljubila, da bo na koncertu. Tako da 7. studijski album prihaja. Pravzaprav bo zaznamoval eno obdobje zadnjih 2 let, 3 let, ko smo bili kar ustvarjalni v studiu, ko nismo mogli biti tako veliko nakrog po koncertih, pa smo si vzeli čas za to, da smo v studiu ustvarjali nove pesmi. Nina že poznate, Prste stran že poznate, Tople oči že poznate, ostalih 7 pa 17. decembra. 7. album 17. decembra v Tivoliju, pa Raje se 17, ustavi. pa Pravljica. 17 Ustavi let se. od bitke talentov. Točno 17 let bo. Torej se je tako išlo, nisi prej seštevala, zdaj si seštevala. Zdaj sem začela, še ena sedmica je prišla. 3 so že bile, zdaj pa ta 4. prišla. Daj mi nekaj povedati, dajala si v tisk, ne? Torej bo v fizični obliki. Ne? To je danes je ta digital download, pa to ne. Še zmeraj praviš, ne? Če je album, izvoli primi ga. Ne? Ja, res je ogromno poslušalcev, ki poslušajo glasbo preko streaminga v digitalni obliki, ampak še vedno je pa veliko takšnih, ki imajo radio album, si radi zavrtijo ploščo doma ali pa v avtu. Sicer mimo grede, jaz recimo v avtu več ne morem poslušati plošče, kar mi je ena velika škoda, ker sem to vedno rada počela, ko sem si recimo kupila album in sem ga potem dala v CD predvajalnik in poslušala in uživala v novih pesmih. Ampak jaz sem še vedno rada to tudi fizično obliko albuma in bom to prakticirala, dokler se bo le dalo. Ne? Jaz upam, da to ne bo nikdar ukinili. Tukaj niso ukinili vinilnih plošč in vsega, zakaj bi. Tudi vinilno ploščo sem izdala leta 2021, sicer single vinilno ploščo, takrat o 15. obletnici in tisto mojo čisto prvo pesem Ni ona smo takrat posneli v eni posebni novi preobleki, retro različici, ki meni zelo pri srcu in je prav pasala na vinil in bo res en lep spomin. No, se gled, tudi za knjige so dejali, da bodo izumrle, pa jih še zmeraj na police dajemo. Ne? In če to kar ne pada, zgoščenka ne, ima pa eno tako zanimivo lastnost, malce čez 70 minut gre gor, ne? Tako da imaš nek limit, dokot se dela album. Ne? Zdaj, če bi spet z nekimi nosilci prišli, ki je ne vem koliko minut nosijo, ne? bi tem, ne? že potem malce bilo večjega izziva za glasbenika napolniti to ploščo. Ne? Ja, se je že kar izziv, recimo, zbrati tiste res prave pesmi, ki jih potem daš na album, ki se služijo mesto tam. Ne? Tako da je to čisto ena taka prava minutaža, se mi zdi, no? Da ljudje, da tudi ti v nekem določenem času lahko pripraviš za publiko en dober izbor. Ne? Odvisno se na koliko časa se odločiš seveda album izdati. Jaz sem recimo to skozi vsa ta moja leta prakticirala nekje na 2-3 leta. Se tako nekako je, ne? Da pač žerjavica in ogenj vedno tlita. Ne? In ko smo že pri žerjavici in ognju, Gloria Estefan in Konga, ne? Vidim, da zdaj boš pa prišla spet na svoj račun. Ne? Tako si zadovoljna bila s to lastno izbiro. Ja, uživala sem v tem, ko ste mi dali domačno nalogo, da izberem pesmi, ki jih bomo danes poslušali skupaj. In Gloria Estefan poslušam skoraj vsak dan, predvsem njene žive koncerte, dostakrat si zavrtim doma ali pa v avtu. Prav tole za dobro energijo, kar nekako mi da res, če sem kdaj slučajno mačkan na tleh ali malo bolj utrujena, to me takoj dvigne, tako da za vsi tisti, ki nas poslušajo, ki je doma ali pa v avtu, verjamem, da jih bo tale pesem res jim dala eno pozitivo. Tako da, če ste že spili svoje 3 kave in vam zdravnik 4. ne priporoča, bo zdaj Gloria dodala še kakšno dozo. Radio SI Main Stage. Tako, Radio SI Main Stage. Nina je dejala, da je hala Tivoli razprodana, ampak tolažilne nagrade se zmeraj najdejo v življenju, ne?
Pa ne bom rekel ravno tolažilne nagrade, ampak res mogoče za vse tiste zamudnike, Tako. ki niso uspeli oziroma ne morejo tudi priti na koncert 17. decembra iz takšnih ali drugačnih razlogov. Lepo vabljeni seveda na kakšnega izmed preostalih koncertov. Zdaj le bomo imeli tudi še nekaj koncertov do novega leta v Brežicah, v Slovenski Bistrici, kam še prihajamo, vse živo, zdaj imam kar eno črno luknjo. Sicer pa potem po novem letu me čaka še en poseben koncert, oziroma kar dva posebna Valentinova koncerta. In sicer 17. februarja v dvorani Tabor v Mariboru in potem 18. februarja v dvorani Zlato polje v Kranju. Vidiš, dolg čas ti ne bo, ne? Ne bo mi dolg čas, tako da januarja definitivno ne grem na dopust, ker me čaka kar nekaj dela in seveda priprave tudi na ta dva velika koncerta. Zelo se veselim, da bomo v bistvu po Hali Tivoli še nadaljevali tudi v dvorani Tabor in v dvorani Zlato polje in še nekaj dvoranskih koncertov me potem čaka v letu 2023. Seveda gremo naprej z novim albumom, 7. studijskim albumom, ki ga bom predstavljala na vseh prihajajočih koncertih in se zelo veselim, da bo končno ugledal luč sveta. No, vsekakor, ne, to je tudi razlog, eden izmed razlogov, da smo te danes povabili. Preden še kakšno rečemo za konec, imava s Heleno še kakšno vprašanje, ne? Bo Helena povedala, kaj in kako? Nekaj vprašanj, prva asociacija bo Nina najboljša, pa ne preveč razmišljati. Ok, o tem imam najrajše, ja. Veliko smo slišali že o dopustu, ko pa je Nina dopustnica, kam se najraje odpravi? Najraje v latinsko-ameriške države, recimo, ali pa špansko govoreče, mogoče bolj to, da izpostavim, ker imam zelo rada španščino, nazadnje na Kubo, pa tudi z veseljem bi še kdaj šla. Bo kdaj kakšna skladba v španskem jeziku? Sicer že obstaja, ampak ni pa še javno prišla med vse vas, predvsem tako za mojo dušo in zato, ker v bistvu na vseh urah, ki sem jih preživela, ko sem se učila tudi španski jezik, sem seveda prevajala svoje pesmi in mi je bil to en tak velik gušt, užitek, no, tako da jih imam. Najljubša aktivnost v prostem času? Najljubša aktivnost, branje knjige. Jutranji ritual? Ponavadi vedno čaj in tišina. Romantik ali realist? Oboje. Dobra mešanica tega. Profesionalist, ne? Ja, tudi to. Ja, to se trudim. Ali pa tudi ne včasih. Knjiga, ki bi nam jo priporočila za zimsko branje? Avtobiografijo, recimo, če smo že v glasbenih vodah, pa če imamo glasbeni intervju, Erika Claptona. Zelo priporočam. Kaj pa serija? Ali film? Ja, recimo Chef's Table je bila ena serija, ki sem jo pogledala v celoti, zato ker zelo rada kuham in rada občudujem te največje svetovne kuharske mojstre in to je ena serija, ki jo res priporočam, da si jo pogledate. Facebook galerija ali je dober star album? Ja, ni ga čez dober star album, je pa Facebook trenutno tisto, kar v bistvu takoj najdeš, kadar greš pogledat, pa kadar nekaj na hitro iščeš. Če bi se danes srečala kot 15-letnico na ulici, bi si rekla Nina? Ti, kar zaupaj svoji notranji intuiciji, tako kot ti ona govori, ker jaz vedno verjamem, da je to tista prava smer. Ko ti nekaj čutiš, da je prav zate, je prav. In če čutiš, da ni, tudi je tako prav. Ne? Tudi če se mogoče nekaj narobe odločiš, pa se na kakšnih svojih napakah ali pa na nekih odločitvah, ki si sprejel, nekaj naučiš, je tudi to dobro za življenje. To nam je všeč. Ja, veš, res je. In to je ali tista intuicija prihaja v obliki glasu iz glave, ali tu ti občutki, ki so nekje v okolici prebavili. Ne? Nekateri pravijo, da je od spodaj, eni od zgoraj, ne vem. Se ne vem, kje je, kar enostavno se nekje je, nekaj začutiš, ko ti včasih ti glava pol neki kontra govori, ne? Ta glava je včasih malo zavajajoča. Ampak nekje znotraj sebe pa veš vedno pravi odgovor na vprašanje, se mi zdi. Ampak je pa res, da tudi z leti ali pa z nekimi določenimi izkušnjami v življenju, ki so ti zgodila, vsaj z moje lastne izkušnje, lahko to povem, da kar nehaš tudi zaupati vase in potem je lepo, oziroma se mi zdi, da kar nujno potrebno se spet malo zazreti in si začeti zaupati in verjeti vase, no? In verjeti v to notranjo intuicijo, ki se mi zdi, da vedno izbere prave poteze za tebe. Ne?
Ja. Le v ogledalo se ne preveč gledati. To pa ne, tega se bomo pa skušali čim bolj izogibati. Dobro, prišli smo nekako do konca našega pogovora. Le zanima nas še, kako je kaj z skladbami, ki jih bomo danes slišali, zakaj si te izbrala, kako? Čist po enem občutku notranjem, tako kot sem izbrala pesmi, ki smo jih že poslušali, ne samo od tujih izvajalcev. Tudi ko sem se odločila, glede na to zasedbo, ki jo tudi danes imam s seboj in bomo skupaj na bobni Dorian Granda, na basu Jernej Kržič, na kitari Aleš Marjetič in na klaviaturah in na vokalu Miha Gorše. Potem, ko imam določeno zasedbo, potem vem, kaj približno lahko ponudimo publiki, katere inštrumente imamo na voljo in katere pesmi bi na teh inštrumentih najlepše zazvenele. Pa seveda nisem pozabila na vse tiste, ki jih imajo tudi poslušalci najraje in tudi jih najlepše sprejmejo na koncertih, tako da pustite se presenetiti, še malo, še 15 minut. Dobro, hvala lepa za obisk v studiu, za tale pogovor, se strinjava, ne, Helena? Absolutno. Z veseljem. Brez besed čakam 15 minut. Ja. Z veseljem. Bomo gledali in bomo posneli, tako da tisti, ki boste zamudili, vse bo tudi na našem YouTube kanalu. Hvala lepa, Nina. Hvala vam. Main stage. How we feeling? Radio SI Main Stage.